Matej Arh, član slovenske reprezentance v košarki na vozičkih, ki letošnjo sezono dosega za Slovenijo zgodovinske uspehe, in paraplezalec, ki osvaja odličja na največjih mednarodnih tekmovanjih. Živjo, sem Matej Arh, igralec košarke na vozičkih, predvsem pa tudi paraplezalec. Vsestranski parašportnik, od nekdaj predan športnemu načinu življenja. Še posebej ljube so mu plezalne stene, obiskali smo ga na treningu v Kranju. Doma iz Gorenjske, iz Preddvora, s pogledom na hribe, ki so ga v mladosti po obdobju igranja rokometa in treniranju teka začeli kmalu vabiti v višave, tudi mnogo višje, kot jih ponuja Slovenija. Vzljubil je alpinizem in plezanje po različnih terenih, tudi zaledenelih slapovih, kjer se mu je pred skoraj 10 leti dogodila nesreča, ko je padel skoraj 40 metrov globoko in si zdrobil eno od vretenc. Jaz sem bil takrat star 22-23 let, na višku energije, lih dobro sem prišel iz alpinistične odprave v Andih. Sem bil res dobro fizično pripravljen, tudi nekako sreč študija, en kup nekih načrtov, potem se ti pa naenkrat vse skupaj podre. Je bil šok, ampak iz vsake stvari se da nekaj dobrega potegniti, tako da od takrat naprej je šlo samo nekako na gor. Eno od pomembnih vprašanj na rehabilitaciji po nesreči je bilo, ali bo lahko še plezal. Zdravniki so razmišljali o prehodnem obdobju nekaj let. Tle sem jaz pa nehal poslušati, tako da naslednji dan je prišel že moj cimer iz Študenca, me napakiral v sposojen avto, pa sva šla v plezalni center v Ljubljano takoj sprobati plezati in sem nekako videl, da se to še zmeraj da. In tako se je začela njegova paraplezalna pot. Tekmovalno gledano sem v kategoriji, kjer smo tekmovalci z hujšimi okvarami noge. To ne pomeni, da plezamo samo z rokami, sploh v mojem primeru ne, je pa velik del mojega plezanja, mojega premikanja v vertikali odvisen od moči rok. Tekmovanje pomeni predvsem to, da imam možnost se srečati, se spoznati z ljudmi, ki imajo dokaj podobne situacije kot jaz, podobne zgodbe. Na dobrih mestih, na kul placih, na celem svetu se pa srečamo in tam delamo to, kar radi delamo. Sami uspehi mi pa pomenijo neko motivacijo za naprej, predvsem to. V paraplezanju je najbolj ponosen na osvojeno 3. mesto na svetovnem prvenstvu v Južni Koreji ter na 2. mesto na tekmi za svetovni pokal v Innsbrucku. V košarki pa na 2 lovoriki prvakov lige NLBWIL ter na 2. mesto na nedavnem evropskem prvenstvu skupine B, ki je Slovenijo po 23 letih ponovno popeljalo v skupino A. Ne glede na to, da sem jaz moral biti kot športnik malo bolj na tisti strani individualnih športov, je zelo dobra kontra temu biti del ekipe, da imaš fante, na katere se lahko zmeraj zaneseš, soigralce, ki ti pomagajo, ki igrajo s tabo. Rad se preizkuša v mnogih parašportih in se udeležuje zanimivih športnih dogodkov. Pa naj bo na zunanjih terenih, dvoranskih parketih, v vodi ali na snegu, za preizkušanje svojih meja, za dobro voljo, če je potrebno pa tudi za dober namen, kot je bilo na dobrodelnem 24-urnem plezalnem dogodku Janje Garnbret. Kot večina parašportnikov, tudi Matej ni profesionalni športnik, vse svoje treninge in športne uspehe usklajuje z običajnim delovnim urnikom. Zmeraj rečem, da v parašportu imaš vse, sam para nema. Tako da poleg tega moram itak hoditi v službo. Delam v podjetju Irgo Consulting, ukvarjamo se z geologijo, geomehaniko, tako da na vseh teh večjih projektih, ki se dogajajo, gradbenih, smo nekako zraven. Tako da večino dneva preživim za računalnikom, nekaj malega tudi na terenu. Čeprav športni rezultati niso njegova glavna motivacija za ukvarjanje s športom, pa so paralimpijske igre tudi njegove sanje. A zaenkrat še njegova klasifikacija ni tista, ki je že uvrščena na program paralimpijskih iger. Paralimpijske so vse nekaj največjega, kar lahko dosežeš v športu oziroma parašportu. Mi je tekmovalno gledano največja želja, da bi se lahko vsaj poskusil tam, če pa še kaj dosežem, pa to boš.
tudi če ne bi bilo nobene tekme na tem svetu v plezanju ali pa v kjerkoli športu, jaz bi še zmeraj pač hotel plezati in hodil plezati tle ali v Sloveniji ali po svetu, kjerkoli. Predvsem je super način za spoznavati nove kraje. Zdaj dejansko lahko rečem, da sem že plezal z izjemo Afrike na vseh ostalih celinah. Dobra družba je, pa tudi zelo dobra kombinacija nekega takega mentalnega športa, ko moraš razmisliti, kako se boš premikal, pa to tudi pa fizično izvesti. Vsem mladim z invalidnostmi polaga na srce tole. Postani parašportnik zaradi tega, ker v športu praktično ni neke slabe, ne vem, jaz ne najdem neke slabe stvari, razen tega, da pač vzamem en kup enega cajta, sam to je dober zapravljen cajt.